Pozdravljeni! Po prvih dveh prostih treningih je prišel čas, da strnimo misli pred kvalifikacijami. In tudi tokrat, kot običajno, bomo v prvem delu prispevka pogledali tiste tehnične novosti ter zanimivosti, ki smo jih lahko videli. Kot že tolikokrat poprej, tudi v Mehiki kakšnih revolucionarnih sprememb ni. Ampak na primer pri Ferrariju SF21 smo videli večjo odprtino tam v zadku bolida, v območju menjalnika, kjer se konča pokrov pogonskega sklopa. Običajna rešitev, kajti zaradi nadmorske višine je hlajenje manj učinkovito, kot smo govorili v uvodnem prispevku. Pojdimo na drugo zanimivost, na pnevmatik. Dobro veste, tu so prisotne mešanice C2, C3 in C4. In videli bomo v nadaljevanju, da lahko ta izbor ni najbolj idealen. Namreč, kot lahko zasledite na naslednjih fotografijah, se je začelo pojavljati zrnjenje ali graining. In ukolikor ste spremljali prvi ter drugi prosti trening, ste tudi opazili, da v tretjem sektorju, predvsem na pnevmatiki soft, so imeli vozniki težave. In tudi na začetku prvega prostega treninga, tako Perez kot Leclerc sta imela bližnje srečanje z zaščitno ograjo. Pravzaprav zato, ker so zadnje pnevmatike popustile. In da nekaj na pogonski osi ni v najlepšem redu, nam govorijo tudi minimalni predpisani tlaki v samih pnevmatikah. Kolikor je vse v tistih normalnih pogojih, vidimo, da zadnji par pnevmatik ima nekoliko nižjo vrednost tega tlaka kot prednji. Tu na prednji in zadnji osi 19,5 funta na kvadratni palec. Torej, zaradi pregrevanja so pri Pirelliju dvignili tlak na zadnji osi. Vsaj tako sam interpretiram. Kajti tako izguba časa v finalnem sektorju kot pojava zrnjenja je mogoča posledica tega, da v celotnem krogu pnevmatika nekako zbere v svojem telesu preveč energije, se preveč segreje. In ko preide tisto mejo delovne temperature, izgubi oprijem, seveda nato začne posnemati obliko same teksture asfalta ter na ravnini nekako postuži one vrhove in imamo zrnjenje. Zanimiv je bil tudi izbor pnevmatik, ki so jih imeli vozniki predvsem na prvem prostem treningu. Ker je treba poudariti, da sta dva voznika tovarniške ekipe Mercedes rabila dva seta soft pnevmatik, za razliko od mnogih ostalih. To pomeni, da za tretji prosti trening in kvalifikacije imata set pnevmatik medium več in set pnevmatik soft manj. Seveda pri Red Bullu lahko zadevo obrnejo na tretjem prostem treningu. Uporabijo lahko dva seta soft pnevmatik, medtem ko pri Mercedesu bodo lahko uporabili en set srednjih pnevmatik in zadeva bo poravnana. Ampak nekako lahko sklepamo, da v drugem delu kvalifikacij bomo videli uporabo pnevmatike medium in že to nam nakaže možne strategije. A o tem bolj podrobno v zadnjem briefingu, kot običajno. A preden pogledamo tiste zadeve, ki so pomembne za same kvalifikacije, še novica o kazenskih mestih. Tako Stroll kot Tsunoda
sta zamenjala več elementov pogonskega sklopa, ko sta začela z dna. V drugem prostem treningu je imel George Russell težave z menjalnikom in najprej sem nekako upal, da menjalnik, ki je bil v uporabi, je tisti že iztrošen, ampak nažalost je bil tako imenovan tekmovalni menjalnik in George Russell bo dobil tudi kazenska mesta zaradi uporabe novega menjalnika. Pojdimo na kvalifikacije in tisto, kar lahko pričakujemo. Nismo videli nobenega presenečenja, Red Bull je favorit. Z veliko lahkoto je Max Verstappen v drugem prostem treningu postavil fenomenalen čas. In to je zanimivo zaradi dejstva, kajti ta čas je bil postavljen praktično v istem trenutku, ko je bil na progi tudi Lewis Hamilton z enakim setom pneumatik. In res ne vem količine goriva, ki sta jo imela v rezervoarjih tako Max kot Lewis. A vseeno, pol sekunde je kar lepa razlika in menim, da kar se tiče najboljšega štartnega izhodišča, so zadeve jasne. A zanimivo je nekaj drugega. Tako Lewis Hamilton kot Valtteri Bottas sta nekako poravnana. Videli smo to na rezultatih prvega kot drugega prostega treninga. Sergio Perez na drugem prostem treningu je pokazal, da je prav tako hiter kot oba Mercedesa. Z malo sreče bi se lahko vsilil med njiju, kar bi pomenilo veliko pomoč Maxu Verstappenu. In vloga drugega voznika zna biti odločilna v tem finalu, kot smo govorili že mnogokrat do sedaj. Tokrat v enem izmed ključnih trenutkov bo Perez lahko tudi na pravem mestu. Seveda gre za njegovo domačo dirko, kajti je Mehičan in prav tu ima dodatno motivacijo. Smemo pozabiti, da se tako Max kot Lewis borita za naslov, zato je vsaka točka pomembna in tudi Perez lahko prispeva svoje. A o tem bomo malce bolj podrobno govorili v zadnjem briefingu, ko bomo imeli rezultate kvalifikacij in bomo lahko tudi malce začeli predvidevati, kakšne bodo strategije. Pri ostalih voznikih nažalost ne vidimo kakšnega napredka. Namreč po Mercedesu in Red Bullu zeva kar velika praznina do naslednjih. In tu smo videli skuderijo Ferrari ter Alfa Tauri. McLaren je nekako izginil iz obzorja. A gre le za proste treninge, kjer rezultati, ki jih vidimo na koncu, niso tako pomembni, niso tako mirodajni. A kljub vsemu tudi v teh borbah za preostale točke se zna dogoditi marsikaj zanimivega. A za danes, za prispevek pred kvalifikacijami je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.